Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi oddaji Ambienti. Danes bomo pri nas verjetno na veselje marsikoga spet pridno prenavljali. Čakata nas dva zelo različna primera, kako starim domovom damo novo vsebino in vdahnemo novo življenje. Arhitektura je način reševanja problemov v družbi skozi oblikovanje prostorov in stavb. Najpomembnejši del arhitekture je življenje. Tako pravi naša gostiteljica in sogovornica v prvem današnjem prispevku, s katerim se bomo odpravili v staro istrsko hišo. Ta je v sebi skrivala plemenite sledi časa, ki bi jih bil greh spregledati ali nadomestiti s čim novim. V srednjeveškem mestecu Vodnjan v hrvaški Istri sta slovenska arhitekta med prenovo vrstne hiše za starimi opleski odkrivala očarljive kamnite zidove in številna zazidana vrata. Z radovednim in skrbnim pristopom sta iz stavbe odvzemala, kar je bilo odvečnega, ohranila glavne poteze in ji podarila dotik večnega. Kraljevski tretma za eno tistih prenov, ob katerih obnemimo. Dobrodošli v tej sijajno prenovljeni istrski hiši. Hiši brezčasne lepote, ki ima svoje noge, trdno na tleh in glavo v oblakih. Nina in Matevž, pozdravljena. Najprej me zanima, kaj vaju je sploh navedlo, da ste se odločila za nakup tele hiše in koliko ste imela predtem že izkušenj s tovrstnimi historičnimi prenovami. Vodnjan nam je bil zanimiv na prvi pogled, ker je historično mesto z zelo bogato zgodovino. In ta preplet starega, ki je v veliki meri tukaj neobnovljen, je nam predstavljen neizkoriščen potencial, ker se nam je zdelo, da je to prostor za arhitekturno izražanje. To je bila za naju v bistvu prva taka prenova, da sva sama tudi zelo sodelovala tudi na terenu pri izvedbi. Tako da ta prenova je bila počasna, igriva in nekako utemeljena z radovednostjo, kam naj bo naslednji korak pripeljal. Ja, pa tudi gre za eno arhitekturno misel, ki je kar izhodišče najinega dela. Zgrajenih je že ogromno hiš, pozidali smo ogromno prostora, vse novogradnje niso smiselne. Po drugi strani je pa zelo veliko stavb, ki ostajajo prazne, ampak imajo neko čudovito esenco. In to je tisto, kar kot arhitekta iščeva in tudi pri tej obnovi je bila to neka misel. Kaj je bil sicer osnovni koncept te prenove? Deluje v marsikaterem pogledu zelo tako asketsko. Osnovni koncept je bilo v bistvu odvzemanje. Torej, gradili smo z odvzemanjem, kar je obratno, kot je običajno. Prišli smo v prostor, kjer je bil že nasičen in za opremo in za nekimi sloji, ki so jih te prejšnji prebivalci dodajali, zato da bi izravnali stene, da bi mogoče rešili nekje vlago, različne razlogi so bili za to, ampak določene stene so imele po nekaj centimetrov teh plasti in med temi plastmi je bilo vse sorte, od gnezd glodalcev do smeti, ki so se nabrali v tem času. In to čiščenje je bilo v bistvu do te nosilne strukture, ki je kamnita. Vidni kamen je sicer izjemno privlačen, vendar v preteklosti ni veljal za znak razkošja. V mestih so bili ljudje bolj premožni, so običajno kamnite zidove ometali in na podeželju, kjer je bilo manj sredstev, so pustili kamnite zidove. Tako da tukaj je pa zdaj pač v nekem drugem časovnem kontekstu ta kamen prišel na površje in sicer iz tega razloga, ker nam je bil všeč kamen in ker imamo tudi danes sredstva, ki lahko pač to kamnito strukturo zapremo, ker namen ometa je to, da zaščiti kamen, da ni razpok, da se noter ne zadržujejo žuželke, da se zapre to strukturo zidu. In v glavnem tukaj sva želela izpostaviti ta kamen, vse njegove nepravilnosti in vse zgodbe, ki so zapisane v kamnu. Prenova, ki je potekala med letoma 2018 in 2020, je zahtevala sprotne prilagoditve načrta. Med izvedbo so se pojavile tudi nekatere napake sodobnih mojstrov, a sta jih arhitekta ohranila, saj dajejo unikatnost prostorom in prispevajo k identiteti hiše. Je pa ta način izvedbe z lokalno delovno silo in najino tudi sproti generiral svoje rešitve. Naprimer tla, tale teraco je
Matevž naredil sam oziroma smo ga skupaj, čeprav čist na začetku to ni bila čista ideja. Mi bi pravzaprav želeli to, da izvedajo pač lokalni mojstri, ampak ker niso čist razumeli, kaj mi sploh želimo in niti znali tega izvesti, smo potem to v zaključni fazi mi to izvedli. No. V hiši so odkrili več zazidanih vrat, kar priča o raznoliki rabi stavbe skozi čas. Tudi stopnišče danes kaže drugačno podobo kot nekoč. Ja, hiša je imela prej eno staro stopnišče, to stopnišče ni bilo spet toliko staro, nekih 100 let, ampak je bilo zelo zanimivo za temi stebrički lesenimi in so ga želeli ohraniti. Nažalost je bilo pa zelo dodelano zaradi vlage, zaradi tramov, ki so bili že poškodovani, povešeni, tako da smo mogli stopnišče potem na novo narediti, ga zamenjati. Tako smo pol to ograjo naredili z jeklenimi nosilci, ki ustvarjajo trdnost te ograje, in vmes med njimi napeljali zajlo, torej jekleno vrv, in na njo namestili lesene stebričke. Tako da od daleč izgleda, kot da lebdijo, še posebej, če pač svetloba od zadaj prihaja, da je osvetljena na ta način, in nastane lebdeča ograja. Arhitekta sta v drugem nadstropju hiše dodala servisni pas, kjer sta nastali novi kopalnici. Tudi inštalacije v objektu sta rešila na domiseln način. V hiši smo mogli napeljati inštalacije tudi za vodo, teh inštalacij je bilo kar nekaj, zato smo uporabili en dimnik, ki ni bil več v uporabi in smo skozi ta star opuščen dimnik potem speljali vse inštalacije, od vodovoda, kanalizacije in električnih vodov, kar je podometno. Potem, ko pridejo te inštalacije električne nad omet, pa nismo želeli v kamnit zid delati utorov, tako da smo potem vse skupaj nadometno napeljali, kar tudi ustvarja potem neko poezijo teh vidnih inštalacij, vidnega živčnega sistema hiše, ki pa je pač seveda nov, so se pa naslanjali nekako na prvo obdobje elektrifikacije, ki je bilo pred 100 leti. Celo Vodnjan slovi potem, da je imelo v Istri prvo javno razsvetljavo, in smo potem se odločili pač za nek ta izgled oziroma način inštalacij, kot so jih v tistem času prve elektrifikacije izvajali. To je nadometno z temi bakelitnimi stikali, vtičnicami in tako naprej. Kaj pa zgornji prostori? Kar veliko je nadstropij in kako sta tukaj razmišljala pri sami opremi oziroma prenovi? Ta hiša je prizemljena s tem dvovišinskim prostorom, konča se pa po 4 etažah, tako da se odpre z lepim razgledom v bistvu na praktično celo Istro. Vidi se morje, krasne sončne zahode. Hiša je zelo vertikalno strukturirana. Nekoč sta tukaj bili 2 hiši, ki sta zdaj združeni v eno, pred stoletji že. Ena je stolpič, tam so manjše sobe. Eno je pa ta večja hiša, kjer smo tudi zdaj. Tukaj so pa nek tak kreativni del hiše, ki se začne tukaj in konča z nekim birojem na vrhu. Recimo, tale prostor, v katerem smo zdaj, takoj deluje impozantno že zaradi tako visokega stropa. Je že tukaj prej bilo nadstropje? Kakšno je bilo stanje tega prej? Ne, hiša je bila zelo temna. To je bilo v bistvu glavna stvar, ki sva jo s prenovo želela doseči, vnesti svetlobo v prostor. To je pomenilo tudi to, da v tem prostoru odstranimo to etažo, ki je prej bila. Je pa na eni točki je bila hiša popolnoma odprta, od tega nivoja čist do stropa gor. Ko je bila hiša odprta, je bilo 11 metrov višine, se pravi kamniti zidovi, vedno so zunanji zidovi nosilni, in to je bilo do v bistvu strehe odprto. In ta volumen je fascinanten. V tem delu je to 11 metrov, na tlorisu 5x4, na drugem delu pa 3x3 metre, 11 metrov višine. To so v bistvu nebotičniki, kamniti nebotičniki. In ta fascinacija nad tem, kako so stari mojstri znali graditi tako vitke in visoke objekte z primitivnim materialom, kot je kamen, je res nekaj fascinantnega. In nekaj, kar je po najinem mnenju tisto, kar je treba ohranjati, spoštovati in predajati prihodnjim rodovom.
In kmalu bo čas za velik premik. Iz Istre gremo med zelene gozdove našega turističnega bisera in si ogledamo nov dom dveh vrhunskih športnikov, ki jima je bilo vodilo čim večja enostavnost vzdrževanja in bližina gora. Kje si ustvariti dom, če te ves čas vleče v naravo in ti je pomemben zdrav način življenja v mirnem okolju? Mlad par si je izbral Bled in polovico hiše z velikim vrtom. Notranjost sta si uredila tako, da skoraj ni dela s pospravljanjem, poseben poudarek pa sta dala tudi dobri regeneraciji. Naša gostitelja tukaj sta zelo predana športu in goram. In ravno z te terase njunega doma se lepo vidi vrh našega očaka, ki je pri izboru lokacije igral zelo pomembno vlogo. Urška in Luka, živijo. Smo v vajnem čudovitem domu, pa me najprej zanima, kako sta izbirala parcelo, oziroma povejte nam o pogoju, ki je moral biti izpolnjen za to parcelo. Pogoj je bil, da se vidi Triglav. Imela sva sicer mičken smole z vremenom, ta prvič, ko sva prišla v to hišo. In je bil slab vreme, tako da sem mogla priti še enkrat in Triglav se vidi. Tako da je bila pol hiter kljukca. Ampak če se vidi Triglav, se vidijo tudi ostali hribi in to je bil v bistvu v resnici pogoj. Kaj pa še poleg tega? Sigurno sta imela še neke druge zahteve, no ne samo, da se vidi špička od Triglava. Ne, to je bila zagotovo pika na i, ampak glaven pogoj je bil pa, da je vrt, nekaj zelenja, pa da je za obdelovati, ne pa preveč, ker imamo tudi tak življenjski slog, da so zelo veliko naokoli in ne more biti hiša glavna okupacija, ampak da pa si doma v naravi. V tretji podaljšani fazi sta kupila to hišo. Kaj vaju je potem vse čakalo? Kako sta se lotila izdelave vsega, da je bilo potem po vajni meri? V bistvu sva imela veliko sreče, ker so naju zelo poslušali. Že vmes, ko sva hodila sem, so spremljali najine želje, kje bojo, kakšne malenkosti. In na koncu v bistvu investitor to res krasno speljal. Tako da naju je pol čakalo pohištvo in popravic. Če bi imeli že pohištvo noter, bi bila tudi vesela, ker nisva glih nagnjena k nekem kompliciranju. Te dodatke izbiranja vsega je, kar bi rekel, kar je ena nadloga, ampak ena zadeva je tale lesen strop, sva vsem lahko zbrala. V osnovi bila ideja, da ga zaprejo, ampak ko sem noter stopila, so rekla, ne, to mora pač ostati. Ko vstopimo v hišo, sta v hodniku najprej velika shranjevalna omara, v katero je oblečena tudi toplotna črpalka, in manjši toaletni prostor. Dnevno bivalni del se odpira proti jugovzhodu in je prvi, ki ga zjutraj obsije sonce. Levo od kuhinje so glavna kopalnica in 3 sobe. Največja sinova, soba za telovadbo in spalnica, ki je obrnjena na sever. Stanovanje obsega 80 kvadratnih metrov, ločen del pritličja pa sta s posebnim razlogom namenila tudi apartmaju za oddajanje. Kakšna je ta vloga, funkcija apartmaja, ki je ločen malo od hiše, ne? Ja, v bistvu midva je dvostanovanjska hiša in sva se v bistvu vzela celoten tloris pritličja, tako da to je 130 kvadratnih metrov približno, od tega so dobre 30 kvadratnih metrov spremenila v apartma. Tudi pač mladi, da si pomagamo s kritjem kredita, ki je zelo pomembna vloga, da lahko vse normalno zraven živiš. Tako da to je bil eden izmed prvih pogojev tudi pri izbiri hiše, da je možnost, da imava tudi to. Zelo pomemben prostor v njunem domu je spalnica. Uredila sta jo tako, da ponuja najboljše pogoje za nabiranje moči po treningih. Zanimivo, da sta otroku dala torej večjo sobo kot pa za lastno spalnico. In kot športnika zagotovo oba dva zelo močno poznata pomen spanca. Urška, vi se tudi ukvarjate s svetovanjem o zdravem življenju. Pa me zanima, zakaj bi vidva rekla, da je spanec toliko bolj pomemben in kakšni naj bodo spalni prostori za res dobro regeneracijo? Bistvo vsega je to, da mora biti primerna temperatura, kar pomeni nekje 16-18 stopinj v spalnem prostoru, popolnoma zatemnjeno, zato da se nam potem lahko sprosti ta hormon melatonin, ki je tudi naš najmočnejši antioksidant, ki nas ponoči regenerira. Spanje mora biti v kosu, tako da zelo priporočamo, da se zvečer da ne spijemo preveč, da ni potrebno iti potem ponoči na stranišče. In pa ja, zadostna količina, ne, se mi zdi, da res premalo spimo in da je treba večkrat opozoriti, koliko je ta del zelo pomemben za naše zdravje, za imunski sistem, za dolgoživost, vse. Zdaj, vsaj osebno vem, pač, če ni 8 ur spanja, to ni nič. In če ne druga, si zoprn, pa tudi športni rezultati za tem zaostajajo.
je to najcenejša zadeva za regeneracijo tudi in tudi mi dva so se odločila, zato sva šla v spalni center, sva rekla pač, če kaj pa hočeva dobro spati, ne. In v spalnem centru so nam naredili kompletno skeniranje telesa in so nam potem prilagodili ležišče najnim meram in načinu spanja, a ne, se tudi spimo lahko na hrbtu, na boku, na trebuhu, vse to upoštevajo in na podlagi tega potem izdelajo ležišče in deluje, a ne, midva spiva ka angelčka. Monika, tale lebdeča postelja res zaznamuje tole spalnico, ampak ker imamo tukaj primer skeletne gradnje, me zanima, kako je z vgradnjo take postelje, kadar gre za tovrsten tip gradnje. Drži, tale postelja res izgleda, kot da lebdi v spalnici, ni pa potrebnega nobenega posega ne v tla, ne v steno. Postelja je popolnoma prostoječa in zaradi tega jo je možno postaviti v katerokoli spalnico. Marsikdo se ustraši, kako tak velik kos prinesemo noter. Postelja dejansko pride v večjih manjših kosih in se potem v to lepo celoto postavi šele na licu mesta v spalnici. In ni problem, če je spalnica nekoliko manjša kot v tem primeru? Sploh ne. V bistvu taka lebdeča box spring postelja se mi zdi majčkeno odpre prostor, ne zapre ga toliko, ne, in vse skupaj malo bolj zadiha. Barvo postelje sta lastnika izbrala med več kot 100 različnimi možnimi odtenki, enako sta lahko izbirala tudi med materiali oblazinjenja, vzglavnimi stranicami in prilagojenim ležiščem. Večino ga je ugrajenega v posteljo in je oblazinjeno, tako da ga ne vidimo. Vidiva pa zgornjo tretjino ležišča, ki mu mi pravimo tudi toper in je zaradi tega zelo enostavno za postiljanje. Se pravi, tudi nekdo, ki ima pomanjkanje moči v rokah ali pa težavo s hrbtenico, bo brez težav postiljal, ker ni potrebno dvigovati težkega ležišča, ne. Ampak a potem rabiš kakšno posebno rjuho, da jo napneš na ta toper? V resnici ne. Običajno uporabijo neke klasične, se pa veliko odločajo za posebne box spring rjuhe, ki so malenkost nižje. In pa zadnje čase jih veliko kombinirajo z laneno posteljnino, kot je primer recimo tukaj. Lanena posteljnina je zelo trajnostna, v zadnjem času se precej vrača, je moderna, je pa zelo prijetna v stiku s kožo, zelo fino se suši in se mi zdi, da na takeli box spring postelji zelo doda tisto piko na i pri izgledu. Ampak meni se zdi, če že imaš takole lebdečo posteljo, da res poseben učinek naredi ta osvetlitev spodaj, a ne? Res je. Veliko uporabnikov potem pove, a ne, kako zvečer doma uporabljajo samo to podposteljno osvetlitev, poleg prižgejo samo kakšno bralno lučko in je ambient v spalnici narejen. Obadva sta zelo zagrizena športnika, pa me zanima, a bi rekla, da je vajina hiša, to vajin dom prilagojen vašemu načinu, športnemu načinu življenja? Sigurno, ja. Ena soba je, kjer so športni rekviziti, tako da to je samo ena soba temu namenjena. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembno, da imamo ves čas dom relativno pospravljen, glih zaradi tega, ker ni veliko elementov in ni veliko stvari, ki jih lahko razmečeš. Točno tako, ne. Greš velikokrat od doma, to pomeni, da zmer nazaj prideš in da je to pač zmer pospravljeno, da imaš zmer stvari pri roki, da so prostori temu prilagojeni, tudi lokacija, da pač jaz sem športnik v naravi, mora biti in hribi blizu. Kot so bili pomembni tudi materiali, s katerimi sta opremila dom, saj sta tako pri kosih po meri kot s pohištvom iz salona težila k praktičnosti, preprosti uporabi in naravni noti. Narava mora biti tako zunaj, kakor znotraj, se pravi naravni elementi, ali les, ali beton, kamen, take stvari, ali imitacije tudi seveda, nekaj, da te spomne na naravo kjerkoli, ne. Ja, moramo pa reči, da sva sama opremljala noter, brez zunanje pomoči, pa moram reči, da nam je karateljno. Tudi to je pa prednost teh socialnih medijev, pa tega, ker dobiš veliko idej, tudi oddaje, tako kot je vaša, da lahko recimo veliko inspiracije. Tako da nam je karatelj. Dejansko sva pogledala kar nekaj ambientov. Wow, Ja. me veseli. Ko se vrnemo nazaj, pa se bomo sprehodili še po prenovljeni podstrehi družinske hiše in kakšen korak bo tudi malce bolj previden, ker bomo zakorakali tudi po nadvse zanimivem steklenem stropu. Pa
Pa smo spet pri prenovi podstrehe družinske hiše. Mlad fant, ki se je po nekaj letih vrnil iz tujine, je želel v domovini zaživeti samostojno življenje. Cene nepremičnin so medtem dodatno poskočile in edina smiselna rešitev je bila ureditev podstrehe, ki je bila dotedaj bolj ali manj ropotarnica. Streha pa je že tako in tako klicala po obnovi. Hiša iz 80-ih tako ni dobila le nove strehe, ampak tudi novega srečnega stanovalca. Tole je še en primer odlično izkoriščene podstrehe družinske hiše, v katerem glavno vlogo igra tale element. Steklena tla oziroma z drugega vidika stekleni strop. Eva in Erazem živijo. Erazem, vi živite v tej prenovljeni mansardi, zato me najprej zanima, kakšna je zgodba mansarde in hiše. Torej, gre za hišo mojih staršev. Ko sem se vrnil iz tujine, sem aktivno pristopil k reševanju svojega stanovanjskega problema in nekako se je avtomatsko ponudila kot rešitev ravno ta hiša, ki je bila zgrajena konec 80-ih let, začetek 90-ih in je bila nekako najbolj logična izbira, kje začeti z reševanjem tega problema. In v kateri fazi ste se, Eva, vi priključili k prenovi? Erazem me je kontaktiral predvsem na začetku, tako da sva že pred samo prenovo naredila idejno zasnovo, kako bo zadeva na koncu izgledala. In Erazem, zdaj vprašanje, v kateri fazi, kdaj je padla ideja, tale najbolj drzna, divja ideja vaše mansarde o steklenem pohodnem stropu? Ideja se je v bistvu porodila čist naključno, ko sta bila pri meni na obisku prijatelj Boštjan in njegov kolega, arhitekt Branko Burnač. Takrat se je v bistvu čist naključno smo gledali ta požarno plato, požarno ploščo, ki je zazemala kar precej prostora, kaj s to ploščo sploh narediti, in je padla ideja, kaj če bi jo v celoti odstranili in namesto nje v bistvu postavili steklen strop. Res taka divja ideja, ampak kaj pa je potem taka ideja prinesla s seboj? Mislim, kako grobo je bilo treba poseči v samo konstrukcijo stavbe? Ja, steklo je samo po sebi precej krhko, a ne sploh za občutek človeka, ki stopi nanj, se kar ustraši, a ne. Zato je bilo tukaj treba narediti zelo močno jekleno konstrukcijo, ki to steklo nosi. No in ravno ta jeklena konstrukcija je pa omogočila to, da je stanovanje v 2 etažah, torej da smo dobili na ta način dupleks, na ta način tudi ogromno dodatnega prostora in v bistvu hišo, obstoječi objekt izkoristili do samega slemena. Odstranitev požarne plošče je bila zelo zahtevna in dolgotrajna. Streha hiše je bila 14 dni popolnoma odkrita. Čeprav je bil projekt večji od načrtovanega, je rezultat odličen in Erazmu ni žal za odločitev. Se verjetno to ste morali kar dobro preračunati, ne? Koliko točno mora biti stekla, da bo zares varno? Tako je. V bistvu na podlagi izračunov smo prišli do zaključka, da 3x1 cm stekla je več kot dovolj za vse dnevne potrebe. Lahko tudi za avtomobil parkirati, ampak to ni med dnevnimi potrebami. Gre pa za kaljeno steklo, seveda, ne? Torej, 3 plasti kaljenega stekla so to, ja. Večji izziv je bil predvsem to prinesti v stanovanje, ne? Ker ima ena plošča tehta tam okrog 150 kg, ne? Seveda to potem že, ko je bila zgrajena ta jeklena konstrukcija, tako da to je bil kar zalogaj. Logistični, ne, predvsem. Ampak danes je to, se mi zdi, ena glavnih zaščitnih značilnosti tele mansarde. Kaj vse je ponudila ta rešitev s steklenim stropom? Ja, ko se je prenavljala streha, smo dodali 9 novih strešnih oken, tako da je zelo veliko sončne svetlobe, dnevne svetlobe, ki skozi ta steklen strop pronica tudi v spodnjo etažo tega dupleksa in tako naredi res en tak ambient, kjer se čuti sončna svetloba. Eva, kako je organiziran tloris tele etaže, v kateri smo zdaj? Ker si nismo želeli spreminjati zunanjosti hiše, je vhodni del in stopnišče ostalo skupno in odprto, a ne?
tako da v tem skupnem bivalnem prostoru so zdaj jedilnica, kuhinja in dnevna soba. V isti etaži je potem še spalnica in pa kopalnica. In kako je organizirana spalnica z garderobo? Spalnica je opremljena zelo enostavno. Na eni strani imamo posteljo, ki zaradi ambientalne svetlobe deluje kot da lebdi, tako imenovana lebdeča postelja. Na drugi strani pa je walk-in closet, torej tronivojska omara, ki ima na vratih zelo zanimiv vzorec, ki tvori, če so vrata zaprta, videz nekih drevesnih krošenj, ki poudarjajo neko toplino gozda v prostoru. Vidim pa, da ste se v zgornjem nadstropju tudi znašli, kar se tiče shranjevalnih površin. Ja, tako je. Želeli smo kar se da izkoristiti prostor, ki ga objekt ponuja. Tukaj je še posebej do izraza prišel predlog mizarja Primoža iz Vodic, ki je predlagal, da poskušamo pod same strešne lege umestiti omarice in na ta način smo v bistvu dobili ogromno prostora za shranjevanje najrazličnejših stvari. Lebdeče in ambientalno osvetljene so tudi konzolne stopnice, ki vodijo v zgornje nadstropje. Tu nas preseneti velik svetel in popolnoma odprt prostor. Na eni strani je delovni prostor, saj Erazem in njegovo dekle velikokrat delata od doma. Izkoristili so vse možne površine in uredili zares veliko shranjevalnih omar. Prek steklenih tal je dostop do lože s čudovitimi razgledi na okolico. Ste Erazem imeli kakšne ideje, natančna navodila glede barvne palete, ki jo želite imeti v stanovanju in katere materiale si želite imeti? Moja želja je bila, da bi bilo stanovanje nekako opremljeno na teh temeljnih elementih, torej kamen, les in kovina. Ja, glede materialov smo želeli narediti en kontrast moderno rustikalnega stila. Torej, pri rustikalnem stilu je poudarjen staran les in pa kamen neravne oblike. Modern stil pa je seveda ta jeklena konstrukcija in steklen strop. Ena zelo markantna zadeva v tem prostoru je tale kamin, ki je obložen s tem kamnom rustikalnim in s temi lesenimi tramovi, ki se v bistvu bohoti skozi obe nadstropji tega dupleksa in povezuje, se pravi, spodnji in zgornji del s to svojo oblogo in daje občutek enosti. Plinski kamin je namenjen vsem, ki nimajo veliko časa, pove Erazem. Pri takšnem kaminu ni čiščenja in ni treba nositi drv, kar je, če živimo v mansardi, zelo praktično. Poleg tega pa se kamin lahko vklopi tudi na daljavo. Imate sicer še kakšne pametne inštalacije v hiši? Ja, torej v hiši sem, ker je to moj hobi, poskušal vključiti kar se da veliko teh IT rešitev, tudi med drugim upravljanje z glasom. Vse praktično je povezano s telefonom in Wi-Fi omrežjem, tako da se poskuša čim bolj nekako približati vse te naprave uporabnikov. Recimo, žaluzije rolete lahko spustite dol s tem, da ukažete napravi? Tudi to. Lepo. Ne samo pametne inštalacije. Pametna je bila tudi odločitev za steklena tla, saj je nastala izvirna mansarda, kot je do zdaj še nismo predstavili v naših oddajah. Letos v naši oddaji pridno nizamo dokaze, da je velikokrat pametneje obnoviti, kot pa rušiti. Z nekaj dobre volje in medsebojne strpnosti takole v sicer preveliki hiši dobimo zadovoljne sostanovalce, ki skupaj lažje vzdržujejo objekt v dobri formi in dobijo vsak zase ravno prav kvadratnih metrov kvalitetnega bivanja. Prepričan sem, da nas bodo prenove še naprej zanimale in navduševale, zato jih bomo pridno iskali še naprej. Za danes najlepša hvala, imejte odličen teden in ne pozabite priti k nam na obisk spet naslednjič, ko bomo podrobno predstavili adaptacijo manjšega stanovanja v bloku, ki šteje skoraj 50 let in si ogledali izjemno hišo, v kateri si je dom uredil par za zrela leta.